Slovensko glavno mesto Ljubljana, razglašeno za kriptu najbolj prijazno mesto na svetu. V drugih novicah pa tudi Evropa zmedena na račun prvih 100 dni Trumpovega drugega mandata. Zlati žeton Tether XAUT, zdaj vreden že $770 milijonov in ta teden se je zgodil skrivnosten premik Bitcoina v vrednosti $373 milijonov. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Ljubljana je postala svetovna prestolnica kripta. Po najnovejši raziskavi podjetja Multipolitan je bila slovenska prestolnica uvrščena na prvo mesto med najbolj kriptu prijaznimi mesti na svetu, pred Hongkongom, Cirihom in Singapurjem. Raziskava je ocenjevala mesta po regulacijah, davčni politiki, življenjskih stroških in dostopnosti digitalne infrastrukture. Ključno vlogo so odigrali tudi številni kriptobankomati in visoka stopnja sprejemanja kripta med prebivalci. Povprečni slovenski kriptovlagatelj ima v lasti kar okoli $240,000 v digitalnih sredstvih. To pomeni, da Slovenija ni le inovativna, ampak tudi vodilna v praktični uporabi tehnologij prihodnosti, kar Ljubljano postavlja na zemljevid kot enega glavnih svetovnih središč za kripto. Bomo videli, kako bo prihajajoči davek kaj spremenil situacijo. Evropski voditelji so po prvih 100 dneh Trumpove druge predsedniške poti zaskrbljeni in brez jasnih odgovorov. Trump je najprej udaril EU z 20% carinami, ki jih je nato nenadoma zamrznil, kar je povzročilo zmedo v evropski trgovinski politiki. Medtem pa se Evropa spopada tudi z negotovostjo glede ameriške podpore Ukrajini. Čeprav EU trdi, da lahko finančno še vedno pomaga, je vojaška pomoč brez ZDA precej težja. Evropski uradniki primerjajo trenutno situacijo z začetki pandemije, saj je vse prežeto z nepredvidljivostjo. Bruselj zato poziva Washington naj ostane zaveznik in ne zapušča Evrope v ključnih trenutkih. Trgi, kot vemo, ne marajo nepredvidljivosti. Če so ti novice do zdaj všeč, potem pritisni všeček, komentiraj spodaj, deli ta video in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudiš prihodnjih videov. Tetherjev z zlatom podprt kriptožeton XAUT je dosegel novo prelomnico. Tržna vrednost je narasla na $770 milijonov. Vsak XAUT je podprt z dejanskim zlatom, shranjenim v varovanem trezorju v Švici. V ozadju rasti je vse večje zanimanje za zlato kot zaščito pred inflacijo in svetovno gospodarsko nestabilnostjo. Velike centralne banke, predvsem iz držav BRICS, so letos nakupile več kot 1000 ton zlata, kar dodatno dviguje povpraševanje. Tether se s tem projektom pozicionira kot bolj pregledna in zanesljiva alternativa digitalnemu zlatu, saj je podprt s fizičnim zlatom in rednimi revizijami, kar ni vedno standard pri drugih podobnih žetonih. Žlahtne kovine očitno vedno bolj prehajajo v kriptosvet. V kriptosvetu je ta teden završalo, saj se je zgodil nepričakovan premik večje količine Bitcoina v skupni vrednosti $373 milijonov. Velik del tega zneska je prinesla družba NIDIC, ki skrbi za hrambo kripta za velike finančne ustanove. Premaknjenih je bilo 2860 bitcoinov na relativno novo denarnico, ki ima le nekaj zunanjih transakcij. Malo zatem je še ena denarnica prejela dodatnih 1100 bitcoinov, kar je lahko znak priprave na dolgoročno hrambo. Čeprav denar ni bil poslan na borze, kar pomeni, da ni nujno namenjen prodaji, analitiki ugibajo, ali gre za spremembo strategije velikih vlagateljev. Trg pozorno spremlja, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh. Kaj pa vi mislite? Se obeta hramba ali prodaja? Komentirajte spodaj. Hvala vam za ogled in se vidimo v naslednjem Kriptopulzu.